Lepo pozdravljeni, gledalci in poslušalci. Praznujemo teden vseživljenjskega izobraževanja. Dobro je, da se vprašamo, kaj je vseživljenjsko izobraževanje. Predvsem ni nova stvar. Razviti svet obravnava vseživljenjsko izobraževanje in UNESCO ga je sprejel kot osnovni način učenja in izobraževanja ljudi že 1960. leta. No, mi danes z razmakom, če pogledamo kar dolgim časovnim, govorimo o Sloveniji kot učeči se družbi. Pa se vprašamo, kdo se mora vseživljenjsko učiti vseživljenjsko. Ljudje se kar ustrašijo, ker mislijo mnogi, da jih hočemo nazaj v šolo poslati. V šolo ne bi hodili vse življenje, najbrž nobeden od nas. Učili bi se pa radi na druge načine, na raznolike načine. Zakaj bi se pa morali učiti? Za vse, kar v življenju počneš. Razvoj je šel tako naprej, da ne moreš se odločiti, kje boš stanoval, kje boš investiral svoj denar, kako se bo zdravil, kaj je s tvojo ekološko osveščenostjo, kako boš vzpostavljal odnose, ni samo poklic. Ljudje se danes učimo za 1000 drugih stvari, ki jih v življenju imamo in jih moramo početi. Ne moremo kot amaterji več izhajati. Zdaj, nekdo upa, da tisti, ki nimajo izobraževanja, naj se učijo, drugi pa pravijo, da tisti, ki imajo največ izobraževanja, največ znanja, pa naj malo osvežijo vsake toliko časa svoje znanje. Dejansko se moramo učiti vsi. Dobro izobraženi, slabo izobraženi, ne glede na socialni status, ne glede na starost. Od zibelke do groba v današnji družbi moraš dohitevati. Spremembe so velike, spremembe so pogoste, samo razmišljajte malo, kdaj smo spoznali faks kot sporočilo, kdaj smo spoznali elektronsko pošto kot sporočilo, kdaj smo spoznali video razgovore telefonske. A vidite, velikokrat je pol leta razlike med enim in drugim, ko se je nekaj novega zgodilo in moraš spoznati, ne samo to, moraš začeti uporabljati, ali pa tiščiš svojo družbo, družino, občino, okolje navzdol. Človeški kapital je tisto danes, usposobljenost človeškega kapitala, ki odloča o tem, kakšno moč ima neka država, družba, občina, pa tudi družina ali prijateljska skupina ali nek klub. Kako razviti so ljudje. Gre se za razvitost ljudi, ne samo, da znaš pisati, računati pa brati. Gre se za mnogo več danes. In to pričakujemo od šole, da bo dala predvsem, da bo vsakega človeka pripravila na vseživljenjsko učenje, kar pomeni, da se učiš brez učitelja. Da se učiš, mogoče imaš mentorja, mogoče imaš animatorja, koga, ki te spodbuja, ampak da se samostojno znaš učiti. In učinek je velik, ker izbiraš to, kar ti je všeč, kar ti je osebno všeč. To ni več učni načrt. To je tvoja osebna izbira vsakega človeka, kaj se bo naučil. Seveda, mi smo pristali že zdavnaj na vseživljenjsko izobraževanje, vseživljenjsko učenje. V praksi pa ne gre ravno tako vse, ne. Omejujemo se na tiste, ki delajo. Omejujejo se običajno na tiste, ki morajo v ekonomskem smislu nekaj družbi dati, in spustimo recimo vse upokojence. 1/3 prebivalstva v Sloveniji so upokojenci. Mi jih izpustimo in ne govorimo več o vseživljenjskem izobraževanju pri upokojencih. Nimamo sistema, ki bi deloval razen sistema univerz za tretje življenjsko obdobje, ki skrbijo kot društvo, organizirane kot društva za to, da bi se tudi starejši, tudi upokojenci učili. Pogosto so nas novinarji spraševali, kar najbolj pogosto vprašanje je bilo, pa kaj bo izobraževanje starim, saj ne grejo več v službo, kaj bojo delali z znanjem? A veste kaj, zato morajo znati, da sploh lahko živijo in preživijo v neki družbi, da postajajo nekaj, kar včeraj niso bili, in da pripadajo nečemu, najprej sebi, da ve, kdo sem jaz, in da zna tudi si sebi primerne po interesih ljudi zbrati, da izbiraš, v kateri skupnosti boš pripadal, s kom se boš družil, koga podpiraš, kdo ti pomeni varnost in tako dalje. Moraš vedeti, kdo si najprej,
da veš, kdo je užiten zate med ljudmi, katera skupina, kje boš. Tako se znajdeš, da imaš ravnotežje v sebi, če si razvit. Če se starejši, če se upokojenci ne izobražujejo ali ne bi izobraževali, bodo preveč bremenili mlajšo generacijo, najmlajšo in srednjo generacijo, ki so že tako obremenjeni z mnogimi aktivnostmi in odgovornostmi v življenju, kajti postali bi vsi odvisneži. A veste, ljudje imajo telefon, kupiti je lahko telefon, tudi pameten telefon, ne stane tako zelo. Kdo ga pa uporablja, kdo vse njegove funkcije uporablja tega telefona, je pa drugo vprašanje. Če babici pošljete SMS sporočilo, pa ni odgovora, se čudite, kako to, da ne, saj sem danes pričakovala njen odgovor. Ko jo čez 14 dni vidite, nič nisi odgovorila, kje je, kaj je končal moj SMS, pa pravi, ja, vnukinje ni bilo v soboto, da bi mi pogledala v telefon, če imam kak SMS. A je to potrebno? Ljudje v tretjem življenjskem obdobju niso neumni. Se učijo tako kot drugi ali pa še bolj, ker se učijo iz lastnega interesa. Ta del vseživljenjskega izobraževanja bo treba izdelati, odpreti tudi na družbenem nivoju, ker je to družbeni problem, če en del, če tretja generacija ne dohiteva razvoja, je cokla v razvoju. In tega ne želi nihče. Generacije naj skupaj gredo korak v koraku naprej.